Ob 7. uri zjutraj so policisti pričeli z napovedano stavko, za katero menijo, da je nujno potrebna pri pogajanju z vlado, ki nima posluha za njihove zahteve. Mi smo dejansko zdaj v teh 6 letih napovedali 5. stavko. Zanimivo je, da smo mogli iztožiti vse stavkovne sporazume, oziroma za stavko doseči to. Mi smo že v mesecu septembru napovedali vladi Republike Slovenije, zahtevali pogajanja, zahtevali primerjave, zahtevali. V bistvu vlada je ignorirala vse naše dopise, naše zahteve, naše pozive in če pogledate nazaj od meseca septembra, pa sedaj do februarja je bilo časa skoraj 6 mesecev, da bi se sestali, da bi se pogajali in vlada je vse do teden dni nazaj nas popolnoma ignorirala. Ker vladi tudi tokrat ni uspelo poiskati ustrezne rešitve glede stavkovnih zahtev, sta oba policijska sindikata pričela stavko, za katero se zna zgoditi, da bo trajala dolgo. Zahtev je kar nekaj. Osnovna in prva zahteva je, da postavi razmerja med plačnimi delovnimi mesti v državni upravi, kar je bilo porušeno. To pomeni, da je kršen stavkovni sporazum iz leta 2016, kjer so ta razmerja med poklici oziroma med delovnimi mesti točno določena. To je vlada prekršila z enostranskim sprejemom aneksa kolektivne pogodbe za državno upravo. Sindikati so med zahteve med drugim navedli tudi izplačilo nadomestila za dolžnost ukrepanja ob vsakem času, vrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah, pravico do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe, a vendar sta obe strani ujeti v zanko, ki je ni mogoče rešiti tako zlahka. Zakon o stavki pravi, da se obe strani približujeta. Mi smo na vladni strani pripravili že vrsto približevalnih predlogov, se opredelili do vseh stavkovnih zahtev, če pa ne pristanemo takoj na vse stavkovne zahteve, pa to ne pomeni, da ne iščemo rešitve. In tudi ne morem sprejeti teze sindikatov, da vlada, če ne pristaja na vse stavkovne zahteve, da potem se ne pogaja. Ravno obratno, mi pričakujemo, da se tudi te stavkovne zahteve začnejo, da se malce umilijo in da se zbližujemo. Mi bomo s pogajanjem nadaljevali, normalno, tako kot do sedaj. Ob policijskih sindikatih se na vladi trenutno obadajo s še 80 sindikati, ki imajo svoje zahteve. Iz finančnega vidika so zahteve enake kot ob začetku in se gibljajo okrog milijarde evrov. Vlada zaenkrat ponuja ukrepe, ki zagotavljajo nekaj 10 milijonov evrov. Mi vemo, koliko proračun zmore, mi vemo, koliko izdavščin lahko prelijemo v javni sektor in v teh okvirih bomo mogli iskati rešitve. Vse ostalo je ali protizakonito ali pa škodljivo za državo. Če mi sprejmemo zavezo, ki bo presegla zmožnosti plačila, bomo začeli zavirati gospodarstvo in bomo začeli tudi ustvarjati nejevoljo znotraj celotne države. Mi smo rekli, da ne bomo sprejemali zavez, ki so škodljive. Na priložnost, ki so jo ob gospodarski rasti začutili sindikati, vlada odgovarja previdno. Nekatere zahteve bo treba nujno izpolniti, nekatere delno, nekatere pa za nekaj časa tudi preložiti.